Živijo, če si prišel na tale video, potem te definitivno zanima, kako lahko brezplačno in avtomatsko narediš podnapise, kot jih vidiš spodaj. Torej, da ne bomo predolgo zgubljali čas, naj ti povem, da tale program oziroma ta spletna stran je trenutno še na razpolago brezplačno, ne vem pa koliko časa bo, ker delajo na tem, da bo zadeva tudi plačljiva. Kar se tiče slovenskega jezika, je ponavadi celotna zadeva bolj specifična, ker je slovenski jezik malce bolj zahteven za nek avtomatizem oziroma za neko branje in pa tudi nekako delanje podnapisov. In trenutno vse, kar sem stestiral, je bila ta zadeva najboljša, da je dejansko avtomatizirala celotno zadevo. In da ne bomo predolgo govorili, gremo si kar pogledati, kaj je to za ena spletna stran. Torej, ko boste prišli na vaš brskalnik, vpišete desktop.captions.ai, kot vidite na spletni strani. Tudi link bom spodaj v opisu pustil, tako da boste lažje našli oziroma samo kliknili. In ko prijete na to spletno stran, Captions, se morate seveda logirati z vašim računom. Ali bo to Google račun, ali pa bo to vaš Apple račun. Izbral bom zase Google račun in se bom vpisal. Pa začnimo. Torej, ko pridemo v sam program, oziroma ko nas spusti spletna stran naprej, ko se logiramo, imamo seveda tukaj že nekaj projektov narejenih, katere sem jaz že delal, ampak začeli bomo od začetka. Torej, video, ki ste ga videli na začetku, kjer so bili podnapisi, bomo zdaj uredili oziroma naredili. Se pravi, dali bomo upload video, našli bomo naš video posnetek, torej naslov podnapisi in ga bomo odprli. Seveda, ker je to online zadeva, bo trajalo nekaj časa, da se celotna zadeva naloži na splet oziroma na to spletno stran. Kako hitro se bo to zgodilo, je odvisno od vaše seveda internetne povezave. Odvisno je od same kvalitete videoposnetka, če je to HD posnetek, če je zelo kvaliteten posnetek, bo seveda trajalo dlje, ker je seveda videoposnetek večji oziroma zasede več prostora. Če pa je video slabši, bo seveda celotna zadeva potekala hitreje. Ko se bo video naložil, bomo nadaljevali s tem videoposnetkom. Ko se nam zadeva seveda naloži, vidimo, kakšne dimenzije videoposnetka imamo, kako je video velik in pa koliko imamo frame rate. In seveda video je pravi, zato bomo kliknili nanj. In tukaj nas potem seveda vpraša, kateri jezik je govorjen, se pravi, s kakšnim jezikom oseba govori v videoposnetku. Ker to ni angleško, ampak je slovensko, lahko enostavno tukaj napišete SLO in vam bo našlo vse, kar je naslov, torej iščemo slovenščino. Lahko tudi delate prevode, se pravi, da bi iz enega jezika delali podnapise v drugega, recimo, da bi bila zadeva angleška in bi potem delali slovenske podnapise, recimo, da imate nek video, ki ga želite prevesti v slovenščino, da ga potrebujete mogoče za potrebe šolanja, da imate neke učence, ki mogoče ne znajo še angleško in lahko naredite tudi to. Trenutno, kot piše, je to možno do 5 minut dolžine videoposnetkov. Torej, v takem primeru, če bi imeli daljši videoposnetek, bi ga mogli združiti iz večjih 5-minutnih posnetkov in bi potem združili v en video, ki je mogoče daljši. Ker je naš video bolj kratek, nimamo s tem nobenih težav. Ko potem izberemo torej slovenščino, ki je naš jezik, gremo na Proceed with slovenščina in seveda zadeva bo spet trajala nekaj časa, se pravi, da računalnik posluša, kaj dejansko govorimo v tem videoposnetku, da doda avtomatsko noter besede točno takrat, ko jih nekdo izgovori in jih tudi oblikuje. Seveda, samo oblikovanje bomo videli, lahko tudi spreminjamo, dodajamo lahko barve, dodajamo lahko, da nam določeno besedo, ki jo izgovorimo, obarva, lahko to tudi sklopimo
Določene besede lahko pridejo bolj na plano, jih poudarimo in tako naprej. Seveda, daljši kot je video, celoten rendering oziroma ta proces traja lahko tudi dlje. Zdaj, nekje 60 sekund nam piše, da bi zadeva naj bi trajala, bomo videli, če bo temu tudi tako. Kot vidimo, je celotno zadevo zdajle zrenderiralo oziroma naredilo. In tukaj na levi strani, kot vidite, imamo že neke vzorčne podnapise, kako jih lahko oblikujemo. Se pravi, kako si želimo in nam potem celotno zadevo predlaga. Recimo, da nam je všeč tale zadeva in lahko potem stestiramo, kako deluje. Živijo! Če si prišel na tale video, potem te definitivno zanima, kako lahko brezplačno in avtomatsko narediš. Zadeva deluje in recimo, da nam nekaj ni všeč. Recimo, da nam določene besede niso všeč, ki so podarjene. Recimo, da nam ni všeč, da je zadaj črno. Tukaj gremo na Styles in si lahko vse, kar vidimo, tudi spremenimo. Se pravi, če gremo po vrsti, Text Color je torej tale bela zadeva oziroma nekako osnovni podnapis, ki recimo, da ga bomo v tem primeru pustili belega. Potem je Emphasis Color, to je beseda, ki pride ven bolj na polno. Recimo tukaj vidite, kjer je na začetku živjo, je zdaj rdeče. Recimo, da želimo to spremeniti v rumeno barvo. Recimo, da nam ni všeč ozadje, background color, lahko spremenimo v katerokoli, lahko tudi izberemo iz samega video posnetka, se pravi, damo tukaj tale znak in rečemo, da želimo isto, kot je recimo moj pullover. Recimo, da označimo, recimo, da nam ta ni všeč, pa želimo bolj temno. In recimo, da je to tisti background, ki ga želimo, da bo zadeva bolj vidna. Potem recimo, da nam ni všeč modra barva v tekstu, recimo, da ni kompatibilna, si izberemo seveda lahko nekaj drugega, torej po želji, zdaj seveda mora biti zadeva taka, da bo vidna, ampak recimo, da bi bilo to zeleno, pa recimo, da nam ni všeč, da imamo samo ozadje, lahko Active Word Background tudi sklopimo, torej je to sklopljeno in Active Color, se pravi tista, ki je aktivna, je kakšne barve želimo in lahko tudi to dejansko sklopimo ali pa užgemo. Potem imamo naprej, koliko želimo vrstic, torej lahko zberemo eno vrstico, 2, 3 ali 4, se pravi v primeru, kjer je več teksta, če pogledamo tukaj, trenutno imamo 4 vrstice, je celotna zadeva definitivno prevelika oziroma težja za branje in nekako smo navajeni ponovadi, da je vse skupaj v 2 vrstice. Bo zadeva taka, recimo tukaj kot vidite, brezplačno je zdaj rumene barve in pride na plano in vse to lahko spreminjamo. Recimo, da nam ni všeč tale živjo, da si želimo, da je brez, da je rumen in da je nekako normalen. Imate tukaj potem nastavitve, se pravi, tukaj ga sklopite in tukaj naredite, da ni super size. In je zdaj normalen, tak kot naj bi bil. Zdaj lahko je tudi super size, pa ni emphasize, lahko je samo tak, pa je normalne velikosti. Tu se potem izbirate sami, kaj želite. Potem damo lahko vse skupaj na levo, na center ali na desno. Tukaj si izberemo, kakšen tekst si želimo. Seveda moramo gledati tudi, da je celotna zadeva, če pogledamo tlele naše č-je in ž-je, se pravi, če damo tu na center, da je tekst, kot vidite, nekatere črke nimajo dobrih č-jev, ker niso mogoče tako optimizirane, tako da, če imate kakšne šumnike, pejte zmeraj na neke šumnike, tako kot v tem primeru beseda čas, in si izberite tisto pisavo, ki to omogoča oziroma ima možnost č-ja, da je enako oblikovan, kot je celoten tekst, da ne boste potem presenečeni, ko boste naredili celoten video in bodo kakšne črke malo štrlele ven.
Recimo, da si želimo izbrati tole. Potem lahko vejice in pike date stran, če želite. Če vas to moti, date lahko stran, da imate brez tega. Lahko naredite recimo, da je tekst, zdaj, če pogledamo razliko, lahko brezplačno in avtomatsko narediš podnapise. Je celotna zadeva malo bolj aktivna, torej imate tukaj na razpolago različne možnosti, zberete tisto, kar vam je všeč. Če gremo torej naprej, vidimo target. Kaj pomeni target? Target je kako oziroma na kakšen način se nam bodo besede izpisovale. Če damo page, nam bo izpisalo vse 3 besede, ki so na tej strani. Se pravi, če pogledamo, kot jih vidiš, so to 3 besede. Če damo na line, nam bo izpisalo najprej kot jih in potem šele vidiš, ko bo prišlo do te besede. Tretja varianta pa je word, kar pomeni, da ko pride do tega, ko izreče to besedo, jo tudi izpiše. Zdaj, kar vam je lažje, kar vam je bolj enostavno, oziroma kaj bo bilo najbolj kompatibilno s tem, kakšen je vaš video, ker če je video hiter, je dobro, da date na page, da bodo ljudje lahko že sami potem prebrali in ne bodo hiteli z branjem. Zdaj lahko dodate random rotation, kar pomeni, da so podnapisi nametani. Zdaj, če delate nek TikTok, je zadeva bolj zanimiva, če delate nek drugačen video, je zadeva lahko moteča, odvisno kakšen tip videa imate. Sam za voljo tega videoposnetka, da bo intro bolj zanimiv, pustil nametane oziroma random rotacijo. Zdaj pa, kar bom še popravljal, je besede, katere želim, da pridejo ven, plus še pogledal bom, če je celoten tekst pravilen in ga potem tukaj lahko tudi popravljamo. Recimo, da bi se zmotili neko besedo in da želimo iz besede tale dati samo na ta video, enostavno kliknete gor in napišete ta video. In zadeva je enostavno popravljena. Če želimo besedo definitivno, da pride ven, enostavno tukaj kliknemo emphasize, kar pomeni, da jo bo obarvalo rumeno, in pa še lahko damo super size, kar pomeni, da bo čez cel ekran oziroma večje. Na tak način. In zdaj bom celoten video seveda pregledal, da bo tekst pravilen in da bo rezultat tak, kot ste ga videli na začetku. In glede na to, da sem z rezultatom, ki sem ga trenutno videl, zadovoljen, da sem določene stvari še malce popravil, ko je zadeva torej urejena, dam export. Tukaj imam seveda možnost HD 30 frame per second, se pravi slik na sekundo. Zdaj, tukaj lahko spreminjate tudi nastavitve, lahko date tudi na 60, jaz bom pustil kar na 30. Tukaj le bom pustil na avtomatsko, lahko bi dal na high, če želim res kvalitetno, in bom dal export project. In seveda celotna zadeva se bo zrenderirala, celotna zadeva se bo naredila in bom lahko video naložil oziroma dodal v svoj videoposnetek, katerega dejansko vi sedaj gledate, in sem ga uredil med tem, ko sem delal ta videoposnetek. Precej zanimivo, ne? Kakor sem rekel, zadeva zaenkrat je še brezplačna, ker je tudi v testiranju, ampak glede na to, kako dobro zazna slovenski jezik, kako dobro zazna besede, ki so mogoče specifične in je ponavadi ponujeno to v drugih jezikih, angleščina in pa drugih velikih jezikih, mislim, da je tale program en boljših, kar sem jih do zdaj našel. Še kakšen teden nazaj ni bilo to možnosti za računalnik, predvsem je bilo možnost samo za Apple telefone.
Kakšne 3 dni nazaj pa so omogočili celotno zadevo tudi za desktop, se pravi, da online lahko naložite video. V prihodnje pa, kot rečeno, bo možnost to naložiti, torej program naložiti na svoj računalnik in urejati celotno zadevo. Tako da takrat naprej mislim, da bo celotna zadeva plačljiva, tako da če imate karkoli za urejati, trenutno je zadeva brezplačna in izkoristite to priložnost, če to potrebujete. Torej, video je zrenderiran in ga enostavno naložim na svoj računalnik in ga bom kasneje tudi lahko uporabil. Upam, da vam je bil video všeč, da ste se naučili nekaj novega, da ste se naučili nekaj koristnega in da vam bo celotna zadeva seveda koristila in pa da jo boste tudi uporabljali. Lep dan vam želim še naprej in se vidimo v naslednjih videoposnetkih. Čau!